Lep pozdrav, že smo nazaj, tokrat pa sem jaz v studiu zamenjal Luka in seveda vse živalice, Bragato, Agamo in pa seveda tudi kraljevega pitona. Res sem vesel, ko imamo v studiu kakšno živalico in smo jih seveda na hitro tudi pofotkali, tako da lahko prečekirate tudi naša socialna omrežja, kjer boste videli tudi še kakšno slikico z našimi živalskimi gosti. No, pogovarjali se bomo pa še o živalih, še o krajinskem parku, ampak predtem pa poglejmo v nebo, malo rosi, kaj pa nam vreme obeta v prihodnje, to pa ve kdo drug kot naša Maša. Hvala za besedo. Ja, preverimo, če bo vreme primerno za obisk krajinskega parka. No pa dajmo. Na vzhodu države se lahko te dni ponašajo z lepšim vremenom kot drugje. Danes bo tako na vzhodu dokaj sončno in po večini suho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu in v srednji Sloveniji bodo občasne krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Ja, na vzhodu so srečneži. Jutri bo ponovno na vzhodu, deloma sončno, na zahodu pa spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine, popoldne pa lahko kakšna ploha ali nevihta nastane tudi na vzhodu, tako da se tudi tam ne bodo padavinam popolnoma izognili. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija. V soboto kaže na spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, temperature pa bodo najvišje ta teden segale bodo vse do 24 stopinj Celzija. V nedeljo se bo ohladilo, temperature ne bodo presegle 19 stopinj Celzija. Na zahodu bo spet več padavin, na vzhodu pa bo ponovno po večini sončno in večji del dneva še suho. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Kakšen izlet na vzhod za ljubitelje sončnega dneva bo v teh dneh dobra ideja, zdaj ko so regije ponovno odprte. Nazaj v studio. Hvala lepa, Maša, in hvala tudi za tvoje ideje, seveda. Ni slabega vremena, je samo slabo oblačilo, ali pa če je slabo vreme, nismo na pravi lokaciji. Tako da zdaj, ko so regije odprte, res priporočamo potem kakšen izlet malo dlje, če se hočemo seveda malce sprehajati po soncu in dobiti mogoče malo že tele poletne barve. Barvice, ja. Takole. Maša, se slišimo prav kmalu. Se gledamo. V zadnji in sklepni predstavitvi službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v studiu gostimo Sašo Vohelj, ki v tej organizaciji opravlja naravovarstveni nadzor. Saša, lepo pozdravljeni v studiu. Živjo. Torej, že v prejšnjih oddajah smo ugotavljali, da je življenje v Krajinskem parku precej pestro. Katere prosto živeče živali pa lahko tam srečamo? Ja, naš krajinski park je res kljub svoji majhnosti izredno pester, kar se tiče življenjskih prostorov za res najrazličnejše vrste organizmov. In v resnici lahko rečemo, da je to rezultat enega takega sočutnega bivanja človeka z naravo v preteklosti. In vse to danes se odraža v tem, da je krajinski park vrstno res pester. Če bi se recimo nekako prelevili v ptico in poleteli nad naš krajinski park, bi lahko zelo hitro videli, da ga v bistvu pokriva pretežno gozd. Temu se pa potem priključujejo še kakšni travniki, polja, urbane površine, pa seveda tudi zelo, zelo pomembna voda, ne? Brez modre ni zelene, razni potoki, pa Koseški bajer, pa Tivolski ribnik. In tukaj pravzaprav najde življenjski prostor okrog 850 različnih vrst živali. Raznih pravzaprav, takih, ki jih ne bomo nikoli videli, ker so bodisi premajhne ali pa zelo sramežljive in skrivnostne, pa do takih, ki jih pravzaprav videvamo vsak dan. To so ptice, ki jih bolj poslušamo, pa tudi vidimo, pa seveda kakšna srna nam skoči na pot. Seveda vedno znova nas zabavajo veverice v Tivoliju s svojimi vragolijami. Tu pa tam iz grma pogleda tudi kakšen zajček. No in
Mogoče se je kdo nasmehnil, ker sem rekel 850, običajno nismo pristaši nekih silnih številk, ampak v resnici je za naš park, pa tudi za druga območja zelo pomembno, da vemo, kateri organizmi, katere vrste se nahajajo na nekem območju. Tudi zelo pomembno je, da vemo, kakšne so njihove potrebe z vidika hrane, kje se hranijo, kaj jedo, kje vzgajajo mladiče, kje počivajo, kje prezimujejo, ker z vsemi temi informacijami potem kot upravljalci parka lažje usmerjamo vse aktivnosti in pa posege ljudi na način, da v bistvu čim manj vplivamo na življenje teh organizmov in pa predvsem na njihov življenjski prostor. Ker res vedno znova me preseneča, kako praktično nekaj kilometrov iz te urbane, betonske džungle, lahko rečemo, pridemo v tisto pravo pristno divjino. Ampak kako pa denimo se razlikuje življenje prosto živečih živalskih vrt v urbanem gozdu od tistih morda, ki pa so zares v divjini, da tako rečemo, se pravi dlje od večjih naselij? Za nekatere vrste si upam trditi, da je življenje v tej zeleni oazi sredi našega mesta precej drugačno od življenja recimo živali, ki živijo v nekih večjih gozdnih kompleksih. Predvsem na račun tega, da se pravzaprav živali v krajinskem parku ali pa v bližini urbanih območij zelo pogosto, če ne že na dnevni ravni, srečujejo z ljudmi ali pa z njihovimi vplivi. To po svoje seveda za živali pomeni pluse in minuse. Vemo, da v našem parku po zadnjih podatkih naj bi bilo letno kar 2 milijona obiskovalcev. Verjetno v zadnjem času se je ta številka še povečala. Park obiskujemo praktično v vseh urah dneva. Tudi ponoči se radi odpravimo na tek z lučko. To se pravi, da živali v resnici nikoli nimajo miru. Opažam tudi, da se pravzaprav obiskovalci pojavljajo na območju celotnega parka, ne samo pač na urejenih in uradnih poteh. In seveda pač ta naš vzgib po temu, da iščemo nek svoj miren kotiček, nas seveda zanese iz teh poti tudi na tiste bolj odmaknjene prostore krajinskega parka, ki jih pa izbirajo tudi živali za svoj počitek, za vzrejo mladičev. In če v bistvu pogledamo pri sebi, včasih si želimo malo miru in zelo, zelo cenimo, če se lahko umaknemo v svojo sobo. In takrat, sploh najstniki, če nam starši potrkajo na vrata, je pusti me na mir. Grozno. In podobno, tudi živali ves čas se morajo umikati, mislijo, zdaj imam pa končno malo miru, pa ji pride kakšen človek na pot in mora pač spet se dvigati in poiskati nov miren kotiček. Bi torej nekako pozvali vse obiskovalce krajinskih parkov, da se res držijo potem označenih poti? Ja, to bi bilo odlično. Na ta način zagotavljamo pač živalim nek mir, ki ga potrebujejo. In zanimivo je to, da pravzaprav ne le, da mi vstopamo v življenjski prostor živali, na drugi strani tudi živali vstopajo v naš življenjski prostor. Zakaj? Če opazujemo živali, bomo zelo hitro videli, da so veliki oportunisti. Izkoristijo pač vsako priložnost za hiter, enostaven obrok. In ljudje taki, kot smo, če pogledamo naokrog, zelo hitro vidimo, da živali lahko pridejo do enostavnega, hitrega obroka v bližini naših hiš ali pa v naselju. In kar je še bolj hecno, je to, da se pravzaprav živali v bližini ljudi se leteh vedno manj bojijo in postajajo vedno bolj predrzne v tem svojem raziskovanju in iskanju hrane. To na eni strani nam prinaša veselje, ker nas res v bistvu spustijo v neposredno bližino in jih lahko res od zelo blizu opazujemo. Na drugi strani pa včasih pač nam povzročijo tudi kakšno preglavico, nam kaj zgrizajo, kaj uničijo, kaj pojedo, kaj ne bi smele, takrat pa pač nad tem nismo preveč zadovoljni. Pa je morda tudi težava, da najdejo neko hrano, ki zanje vse na dolgi rok ni primerna in potem se srečujete s kakšnimi boleznimi ali drugimi, na primer želodčnimi težavami pri živalih. Ja, absolutno. Pravzaprav včasih v vlogi naravovarstvenega nadzornika se sama sebe počutim že precej sitna, ko opozarjam, da v bistvu s hranjenjem živali pravzaprav naredimo jim več škode kot koristi.
Ljudje smo sicer zelo sočutni in viške hrane z veseljem želimo podeliti še s kom, kar je odlično, ampak ne v primeru prosto živečih živali. A ne? Narava jih je zelo dobro opremila za to, da si znajo poiskati hrano in takrat, kadar jim ponujamo neprimerno hrano, na eni strani povzročamo jim lahko pač zdravstvene težave, potem živali ne dobijo dovolj vitaminov, mineralov za razvoj, za rast. In pa tudi končno živali se polenijo in pozabijo, kako pravzaprav sami iskati hrano na način, kot jim ga je privzgojila narava. Ja, potem recimo, ne, če bi zdaj se navadili dobivati hrano z drugih virov, čez nekaj generacij lahko pozabijo, ne, ali pa morda še celo ista generacija lahko pozabi dejansko, kako priti do hrane v naravi. Ta stvar sicer ne gre tako zelo hitro, evolucijsko, če bi se to ves čas dogajalo, bo morda res prišlo do tega, ampak v resnici, ko živali enkrat navadimo, da ob določenem času na določenem mestu dobijo hrano, a ne bojo to ves čas pričakovali. A ne? In ker se navadijo ljudi, znajo biti potem tudi majhen bolj vsiljive, kakor bi mi želeli. A ne? In zato pač prepustimo hranjenje pač živalim, same si znajo poiskati hrano in mi pa v bistvu uživamo v tem, da jih opazujemo v njihovem, pač v svoji divjosti, no, taki, kot si jo je zamislila narava. No. Kaj pa lahko, na primer, storimo z odpadki, da ti ne bodo dostopni živalim? Ja, zdaj takole, ko se včasih majhen sprehajam tudi v neposredni bližini gozda, kjer so potem zraven takoj hiše, a ne, opazim marsikaj. Pravzaprav ljudje niti ne pomislimo, ne, kje vse lahko živali najdejo priložnost za hrano. Ne? In pomembno je, da smo mi bolj zviti kot one v tem, da jim preprečujemo dostop do hrane. S tem bomo ohranjali njihovo divjost, mi pa na drugi strani tudi svoj ljubi mir. Tako recimo vidim, ne vem, kompostnike, ki so odprti, pa noter pač organski odpadki, potem vidiš pač napolnjene koše, zunaj ljudje radi hranijo tudi pač domače ljubljenčke, pse, mačke, ne? In to je tudi odličen obrok za katero drugo domačo žival. Tudi vrtovi ostajajo včasih slabo ali pa nič zaščiteni, kar je v bistvu tudi lahko potem solatni bar za kakšno srno, pa nam to ni všeč. Tako da ja, živali so precej zvite, no, in pomembno je, da smo mi en korak pred njimi vedno znova. No. Saša, najlepša hvala za enkrat za vsa ta pojasnila, prav kmalu se spet vrnemo, zdaj pa za trenutek dajmo čas tudi našim oglaševalcem, ne hodite daleč, kmalu še več vprašanj o prosto živečih živalih, še posebej tistih v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Se vidimo prav kmalu. En prav lep pozdrav, spet smo nazaj z oglasom, ob meni pa Saša Vohelj, v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvaja naravovarstveni nadzor. Lepo pozdravljena, Saša, spet nazaj v naši družbi. V studiu ste prinesli, torej, čeprav vidim, je tole en roken in pa tudi eno knjigico. Bi morda povedali nekaj več o tem? Ja, naravovarstveni nadzorniki v bistvu poleg opravljanja dela na terenu, kjer v bistvu pomagamo pri izvajanju del in pri posegih v naravo na način, da jo čim manj negativno vplivamo na njo, a ne, je pomemben del našega dela tudi izobraževanje, če ne skoraj najbolj pomembna naloga. In ko me kdaj v bistvu vprašajo, zakaj je pravzaprav izobraževanje tako zelo pomembno, sem nekoč v bistvu razmišljala, da je to zelo podoben kakor, recimo, da imamo najboljšega prijatelja. Za najboljšega prijatelja nam vsekakor ni vseeno, ne, želimo pač, da se v naši družbi dobro počuti, do njega smo sočutni, radi smo v njegovi družbi, želimo čim več zvedeti o njemu in mu seveda pomagati, kadar rabi pomoč. In v bistvu je z naravo in z razvijanjem odnosa z naravo enako. A ne? In v bistvu, ko imaš enkrat nekaj rad, ti ni vseeno, kaj se bo s tem dogajalo. In mislim, da je ena najbolj pomembnih nalog naravovarstvenih nadzornikov, pa končno tudi vseh tistih, ki se ukvarjajo z okoljsko vzgojo, tako otrok kot odraslih, to, da jih v bistvu navdušujemo nad tem, da želijo in postanejo najboljši prijatelji narave.
Ne? Jaz pravim tako, da si želim, da pač bom enormno povečala pač število všečkov na Facebooku, če bi narava imela Facebook, a ne? Tako nekako. In seveda ob tem, a ne, sem začela tudi razmišljati, kako bi ta krog ljudi, ki bi peljali otroke v naravo, pač čim bolj večali, a ne? In pravzaprav pri tem sem naletela na kakšno oviro. Ko sem se pogovarjala z odraslimi, so velikokrat rekli, joj, pa kaj pa ne mi sploh počnemo v naravi, joj, pa v naravi se otroci umažejo, pa tam je cel kup nekih nevarnosti, pa jaz si nekaj zamislim, da bom naredila, pa gre pa to pač na sprehodu čisto v drugo smer, a ne pa joj, pa tle še organizacija, pa a vi veste, ko imamo mi enih administrativnih ovir. Vse kaj pišuka, ne? No in poleg tega, da imamo v Sloveniji mrežo gozdnih vrtcev in šol, ki pomaga razbijati te mythbusterse, a ne, da je obisk narave lahko en tak zapleten proces, a ne, sem hkrati tudi se mi je usidralo to, kaj pa ne jaz počnem v naravi z otroki, a ne. V bistvu narava je en tak nor poligon za razne vragolije, v njej marsikaj najdeš v vseh letnih časih. In v bistvu moji prvi obiski v naravo z otroki so izgledali tako, da sem imela en tak ogromen ruzak in cel kup nekih stvari, a ne. In potem s časoma sem pogruntala, da v bistvu sem ta ruzak ful vedno manj odpirala, zato ker so otroci sami najdeli v naravi toliko enih različnih stvari, da smo v bistvu pač pozabili na tisti ruzak in se ukvarjali z raznimi zadevami v naravi, ne. In v naravi vedno kaj najdeš, zato sem tudi ta rogac danes prinesla, ki me je presenetil prejšnji teden, a ne. In v bistvu s katerim pravzaprav otrokom, že z enim samim rogom lahko odpreš vrata v domišljijo, kaj to je, kdo bi to lahko nosil, a ne? In potem iz tega ven cel kup drugih vprašanj in iger. Zato pravim, vsekakor z otroci, pa tudi mi odrasli se radi igramo, pejmo v gozd. Ni treba, da kompliciramo, radi se igramo in to naj bo osnova in tudi ne moramo pač vedeti odgovorov na vsa vprašanja, ki nam jih bodo zastavili otroci, a ne. Naprimer, eno tako je pač, koliko je pa stara borovnica, a ne. Bog si ga vidi, kako je zdaj stara borovnica, a ne. Pa pač rečeš, ne vem, bomo pa skušali pogruntati, ko pridemo domov, a ne. Tako da jaz se v bistvu v naravi tudi učim te svoje ranljivosti, da ne vem vsega. Ja, to je to. Ja, marsikaj se lahko naučimo tudi v življenju, ko ste omenili, ne gre vse po planu. Tudi to je ena taka življenjska lekcija, ne more iti vse po planu, ne. Poleg tega pa ne smemo se bati umazati, a ne. To se mi zdi, da je res, starši so vse bolj previdni glede tega, ampak en pregovor govori, da bolj kot so čevlji umazani, bolj je duša čista, ne. Ja, jaz bi to kar podpisala, ja. Tako da se res ne smemo bati. Kaj vse lahko še delamo v gozdu? Dajva se mogoče res malo dotakniti tega in se mi zdi, da je vseeno se šole in tudi vrtci vseeno bolj posvečajo, kot ste omenili, že ravno gozdni pedagogiki, dejansko pristnemu občutku, se pravi odnosu z naravo, ne. Kaj so še kakšne take igrice, ki jih morda izvajate z otroki? Ja, jaz sem, moram reči, pristaš Kornelove metode, kjer v bistvu se naslavlja v bistvu vsa čutila. To se pravi, poskušamo doživljati naravo skozi vid, sluh, če se le da tudi okus, vonj, tip, in na ta način približati naravo otrokom. Kar mi je zanimivo v naravi je to, pa mogoče v učilnici, mogoče jaz ne znam, je to, da se veliko lažje prilagodiš pač skupini, njenim interesom in kar je še bolj, če skupina ni velika, se v bistvu znotraj skupine lahko prilagodiš posameznemu otroku oziroma odraslemu, se končno tudi z odraslimi delamo, ne. In to je veliko vredno, ker pač vsak na svoj način v svojem tempu spoznava pač nove stvari. In to se mi zdi v bistvu pri tem zelo pomembno, da v bistvu se vsak počuti varno v tem svojemu novemu svetu, ker veliko otrok danes pravzaprav ne obiskuje več redno narave in se v njej nekaj časa počutijo precej tuje, no. Ja, nekako smo res, bi lahko rekli, v preteklih letih, desetletjih smo se bistveno oddaljili od narave, ampak ali morda opažate trend, da v zadnjih nekaj letih pa vseeno se jih želimo spet nazaj približati? Ja, absolutno. Ljudje se vračajo,
opažamo to in vidno je to. Seveda so prednosti in slabosti. Na eni strani narava dobiva všečke, če bi imela svoj Facebook, na drugi strani pa seveda pač narava tudi občuti negativne posledice večja našega obremenitev, obiska. ne. Tako, predvsem z vidika odpadkov, v zadnjem času se je to število povečalo. Pač ljudje smo malo pozabili, ne, da papirčke tlačimo v žepe in jih odnesemo nazaj domov, tako kot so nas včasih učile stare mame. A ne. Potem veliko je v našem parku tudi novih poti, ki jih ljudje v tem duhu iskanja svojega kotička pod soncem naredijo ravno zato, da pač imajo svoj mir. A ne. To smo že povedali že prej, a ne, zakaj pač ni v redu. In v tem duhu spet majhen spomnimo na obisk narave z bontonom. Jaz vedno najprej otroke vprašam, kaj bi želeli od drevesa, če bi potrkal k njim na vrata. Ne? Potem je množica odgovorov in eden boljših mi je bil, ja, itak si bo najprej obrisal korenine, zato da mi ne bo nesel zemlje v stanovanje. Ne? No in pač tako kot imamo mi, a ne ljudje, svoj bonton, a ne, tako imamo tudi bonton obiska v naravi. In zelo, zelo, zelo pomembno je, da ko gremo v naravo, prostor, kjer preživimo svoje trenutke, potem, ko odidemo, pustimo točno takega, kot si ga je zamislila narava. Da tudi mi tako nekako metaforično obrišemo svoje korenine za sabo. Tako, odlično. Ja. Ja, ker več obiskovalcev, sploh recimo za te urbane gozdove, lahko rečemo, tukaj je res velika koncentracija ljudi, pa čeprav ni malo v gozdu, če vzamemo Rožnik, Tivoli, Šišenski hrib, tukaj Golovec, da rečemo, je precej gozda, ampak vseeno je res precejšna masa ljudi tukaj v Ljubljani in je na gozd precejšna obremenitev. Torej, poleg tega, da lahko beremo, se pravi, stalne poti, nujno, se pravi, bi moralo biti samoumevno, pa večkrat ni, odnesemo smeti. Seveda pa včasih lahko poberemo še kakšno drugo smet, ne? Ni samo smet, ki jo sami pustimo. Zdaj je bila tudi čistilna akcija, ste tudi kaj sodelovali v Krajinskem parku? Ja, moji kolegi so, jaz pa pravzaprav tudi. Pravzaprav mi imamo čistilne akcije kar na dnevni bazi. V resnici, kadar pač odhajamo na teren in smo na terenu, imamo to navado, da običajno imamo na ruzaku privezano vrečko in okolikor naletimo na kakšne odpadke, če je le v naši moči, da so dovolj enostavni za pobrati, jih poberemo, a ne, in potem končajo tam, kjer morajo končati. Kadar pa pač naletimo na kakšne večje deponije, pa jih potem pač javimo pristojnim organom in potem oni uredijo, da se zadeve pospravijo. Ne. Kako velik problem pa so te deponije, divja odlagališča v današnjem modernem svetu? Vem, da je v preteklih desetletjih je bilo tega res, res ogromno, se stanje izboljšuje? Ja, odvisno zakaj. Takole bom povedala, da v resnici, kadar so v aktualna dela na vrtu, to je običajno spomladi, pa potem jeseni, a ne, ljudje velikokrat v bistvu odres odpeljajo v gozd. Pa ne zato, ker bi bili slabi, ampak v resnici, ker menijo, da vse je organsko in naravno, a ne bom tja odpeljal, bo razpadal. Ampak ob tem v bistvu ne vedo, da s tem, ko mi te odpadke deponiramo recimo na rob gozda, se v teh rastlinskih odpadkih lahko nahajajo kakšne invazivne vrste, ki v bistvu lahko pobegnejo potem v gozd in pač naredijo pač svoj delež težav pri recimo pomlajevanju gozda. Potem lahko deponiramo tudi kakšne okužene z različnimi boleznimi dele rastlin, ki potem pač seveda naprej okužujejo naravno floro in fauno tudi. Končno, ko ti odpadki se sušijo, lahko pač povečujejo tudi požarno ogroženost območja. Pravzaprav je, da pa tudi ne govorimo potem o smradu in pač videzu, ko gremo mimo nečesa takega, nam tudi to ni prijetno. Ne. Se pravi, tudi biološko ni vedno najbolje za gozd, da tako rečemo, ampak tukaj je pa tudi ključna vloga izobraževanja, kot ste omenili. Mnogi ljudje nimajo slabega namena, pa tega pač ne vejo, zato je res treba to večkrat poudarjati. Saša, jaz imam sicer še 1000 vprašanj, ampak čas se nam na žalost izteka. Najlepša hvala za vaš čas, da ste nam malo približali
krajinske parke, naravo in seveda pedagoško delo in življenje v njej. Ja, hvala lepa za vabilo. Če boste pa pri nas, pa zdaj veste, kdo sem, pocukajte me za rokav, pa me lahko karkoli vprašate, upam, da vam bom znala pomagati in odgovoriti. Dogovorjeno. Kot pa je v naravi, pa nihče nima vseh odgovorov, tako da če se bo dalo po najboljših močeh. Saša, najlepša hvala. Tako, mi pa se zdaj za trenutek spet torej vračamo v oglase, potem pa spet še zadnjič nazaj v studio. Se gledamo.